dame in gospodje, dobrodošli na premiernem spektaklu, ki smo ga poimenovali Note iz enote. Danes se bodo na odru predstavili pripadnice in pripadniki Slovenske vojske ter zaposleni na Ministrstvu za obrambo, ki svoje poklicno delo združujejo tudi s kulturnim in umetniškim ustvarjanjem. Današnja predstava je plod pobude Kulturajmo, s katero smo k sodelovanju povabili zaposlene, ki imajo poleg vojaških ali drugih poklicnih veščin še posebne talente. Obvladajo pero, oder, slikarsko platno, fotografski objektiv in še marsikaj. Da pa bi se predstavili v kar najboljši luči, smo za pomoč pri izvedbi pevsko-glasbenih točk zaprosili Orkester Slovenske vojske, ki ima za seboj že bogato glasbeno zgodovino in nežanje uspehe tako doma kot po svetu. Načelnik, mikrofon je vaš. Da verjetno je danes en tistih dnevov, ko po takšnem uvodu imaš največ treme. Pa bi res rad vas vse pozdravil, predvsem bi rad pozdravil naše drage talente in jaz mislim, da si res zaslužijo za vso hrabrost, predanost in za vse tisto, kar delajo poleg svojega dela, en aplavz. Vse naše drage talente. Danes bi še rad posebej pozdravil Orkester Slovenske vojske, ki jaz vedno razlagam, ravno predvčerajšnjem sem razlagal ministru za kulturo, da imamo najboljši orkester v Sloveniji in jaz mislim, da je vedno tako. Vedno znamo uživati tiste 2 uri na koncertu, potem pa vedno malo pozabimo na njega, ampak je res tisto, kar nam daje in tisto ugled, ki ga imamo v Sloveniji in širše, si res zasluži tudi ten poseben aplavz orkestru, vse to, kar smo naredili. Vsi moji dragi obiskovalci, dobrodošli na današnjem drugačnem dogodku Slovenske vojske. Vedno smo navajeni nekega drugačnega dogodka in posebej mi je še veselje, da je prišel tudi polkovnik Žurman direktno iz terena in je pokazal, da je to res nek dogodek, ki se ga velja videti. In mogoče tudi simbolika, današnja simbolika, danes je cel dan deževalo, ravno pred tem koncertom pa se je nebo zjasnilo, kot da je to nek dodatni simbol, da pravilno delamo in da gremo pravo pot. Danes sem res vesel, da smo tukaj in da smo začeli nekaj novega, drugačnega, da se je ta pobuda Kulturajmo, Kulturaj, Ministrstvo za obrambo, če mogoče malo drugače to poudarimo, da se je res prijela in da je naša želja, da naš orkester razširimo z nami samimi, je to danes, kar vidimo in verjamem, da to ni zadnja beseda in da bomo ta orkester in naše delovanje, kulturno delovanje Slovenske vojske znali še drugače zapeljati. Danes bomo ta dogodek doživeli v obliki not, ki nam jih bodo zapisali, zapeli in predstavili naši pripadniki, ki jih poznamo vse prej kot predstavnike tega. In to so naši skriti talenti, za katere nismo niti vedeli, da obstojajo in te skrite talente so med nami, so v Slovenski vojski in v civilnem delu Ministrstva za obrambo. S tem projektom Kulturajmo oziroma Note iz enote smo v Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski želeli povezati vse tiste, ki jih druži in ki lahko prispevajo k nečemu drugemu, torej da lahko k svojemu običajnemu delu dajo nekaj več in da nam tako popestrijo naš zeleno-rjav vojaški mozaik. Lani smo začeli z akcijo nekje novembra in do danes se je pridružilo nam 50 talentov. Različnih talentov, boste videli, kakšne talente imamo v Slovenski vojski in jaz sem vedno govoril, da je Slovenska vojska neizmerni vir kadrov, talentov in zato smo tudi drugačni in boljši od vseh ostalih v NATO. To je moje mnenje še danes in smo boljši, drugačni in na to smo lahko ponosni. Hvala pa tudi za vso podporo, ki jo nudite pri našem projektu. Dobar dan. Kaj je tu slučajno pisarna Ivana Radočana? Prosim? Ja, pisarna Ivana Radočana. Ne, to pa zagotovo ne bo prav, to bo pomota. Ja, kako pomota, kam pa te ne grem? Po kaj ste sploh prišli? Ja, kako po kaj? Za službo te, ne? Ja, pa še sem malo prečel z dumi, zato ker ne bi jaz zamudil slučajno tega razgovora, ne? To zagotovo ne bo prav. Kaj pa, to ti so vsi že pred mene prišle? Ja, To pa Bog ne zgužba, samo ja to bo na hitro rešiti, ja ne morem, da so cajto.
Mi pa bomo začeli kar s prvo točko, ki nas bo gotovo dobro ogrela. Katja Kobentar se bo namreč igrala z ognjem in to mislimo dobesedno. Oblečena ko za na vrhtača. Sigurno ima nekaj zradoča, da ti povem jaz. Ja, če je tak. Kaj si hecen? Kakšna gužva je to? Mi danes ne bomo na vrsti. Bomo prišli. Jaz mislim, da bomo mogli biti tu štartati, bomo bi prišli na vrsto. Glej, kaj je, če ni še 14 dni, da pridemo na vrsto. Najprej bomo namreč slišali popevko Jožeta Privška z naslovom Zlati prah imaš v očeh, v izvedbi solistke Tamare Pfeiffer in orkestra Slovenske vojske. V nadaljevanju pa bomo prisluhnili recitalu poezije Janka Rošlja, ki je svoje občutke zlil na papir. Papir zložil v zbirko in jo naslovil Šumi iz daljave. Zadaj za hišo, skrita na soncu, bliskev je naša spala nekoč. Nekje pomladi v tam temni noči, sneg jo je zlomil, vzel je moč. A veš, da sem zdaj prav pomerjena, ker sem slišal, da plač nam ne bodo znižali. Ne bodo znižali? Kako? Še zadnjič je bilo v delu. Ne bodo. Kdaj so pa to povedali? Zadnjič sem poslušal, ko so govorili o tem, da jih je pravzaprav čisto premalo, da bi se to sploh splačali. In zato ne bodo znižali, ne? Ja, to sem tudi jaz slišala, ampak kdaj so pa rekli, da jih ne bodo tudi vsem ostalim javnim uslužbencem? Tega pa nisem slišala. Pa sej, glih to, ne, če prebereš malo med vrsticami, koliko je recimo vas v oddelku? 10? No, vas je torej tudi premalo, da bi vam znižali plače, a ne? Pa nas je samo 8 v knjižnici, nam tudi ne bodo znižali plače. Po vsak oddelek na 10 samo ljudi tudi ne bodo znižali plače, ampak se ne splača. Veš kaj, to po mojem ne deluje tako.
Ne, vegan se zhaja. Se opravičujem, sem slabo slišal. Ja, vegan lože, a ne? Ja, vegan, ja. Ja, dobro. Ja. Dobro, kar nadaljujte, predstavite se malo, o več o sebi povedajte. Dobro, Laura, jaz sem Lojze Vehan, ko ste slišali. Sem star 21 let in sem delal v tekstilno šolo. Drugače sem bil predsednik razredne skupnosti, je bila Mirjam Valentinovce, je bila razredničarka, imela tako rada, ker vedno, ker sem jo malo biondasto pogledal, je ratala rusa kot čerešnjača. Pole, ja, imam punco tudi, Pupu po Horiško, ne. Ima tudi moj brat Pupu, samo nimamo iste, ne. Imamo, pole moj tata Guido, ima rad mamo Valerijo, ne. Zadnjič smo bili na obiski, ne, smo bili na terasi, smo pili na Tribičarina, Merlota, smo špili, je rekel, da ima radi tudi sosedo Elviro, ne. Samo boljši, da ne govorimo to okrog, ne, ker je tudi znano v Gorici, ne, da ima familija vegan, ne, da ima tak zdrav nahon. Kaj ima? Zdrav nahon. Aki ne veste, kaj je to nahon? Zdrav nahon. Prvič slišim, ne za zdravega, ne za bolanga še nisem slišal. To je tako, res ste recimo po cesti, ne, vidi eno biondu, ne, lijepo, tako, ne. Bolje vam prije sentiment, da bi nam uskočil gor in ugriznil, če vam tako, ne. Dobro, hvala lepa. Te pa sem po televiziji nekaj čujo, ker imate pa je vojske nešto strašno transseksuacijo, ne. Tu pa je nekaj strašne spremembe bile, ne. Zdaj pa sem pač zato prišel sem, ne, na spremembe. No, dekline nema nekšne, ne, zato ker komanda nema rad, ne, ker bi nekaj mene komandiral, ne, sam pa se od malega že želejo, ker bi jaz bil vojski, ne, pa ker bi jaz komandiral, ne, ker bi jaz bil... Sem Boža Rajnar, doma iz Ljubljane, poročena, ter tudi že mama. Trenutno sem zaposlena v podjetju Skipi, tukaj pa sem, ker se na našem podjetju ne da rešiti še najbolj banalne zadeve. Ja, kako to mislite? Ja, veste, Boža Rajnar, ni kar tako. Včasih rabiš tudi kaj zapoštivati. Pa se to na našem podjetju nikakor ne da. Greš do človeka, da bi kaj porihtu, potrkaš, čakaš, končno prideš na vrsto, poveš, kaj bi rada, pa ti na koncu on reče, da za to nima pristojnosti in ne pošle drugemu. Greš do drugega, ponoviš postopek, končno spet prideš na vrsto, poveš, kaj bi rada, pa ti ta drugi tudi pove, da on tega ne ve in da... Že je revizor, deklino, pa te imam tako, kak si normalni pojmi, a ne? Pa če v prostem časi pa igram nogomet, ribe tudi dobim, vete kakšnega krapča sem dobil. Takšnega, tako okaja beja, bože, pa vam oščuki sploh ne pravim. Samo vete, mene... Kaj delate v prostem času, imate kakšne hobije? V prostem času, no, nekaj se športom ukvarjam, po resnici pa najraje pesnim. Kaj delate? Pesnim, gospod. Sem v čakalnici, ko sem vas čakal s pesnim, eno pesmico lepo, pa če lahko preberem, prosim. Ja. A lahko? Hvala lepa. Kako je čakati težko? A zato, ker bo ni prehudo, saj vojski zaposlitev mene osrečila bo. To pa je bil prestiž. Ja. Ampak danes nas je pa strah tudi za službe. Ampak, veš kaj jaz ne razumem? Kako mislijo za vraga to zmanjšati število v javni upravi, no? Da bodo pristopili k mehkemu zmanjševanju. Ne hecati. A to pomeni, da bodo najprej tiste bolj te mehke odpuščali, ne, te debele pa starce, a kaj? Ko sem jaz prvi na vrsti, a ne, kakih suh nisem, pa starce pišem. Ti pa res ne razumeš. To pomeni, da ne bo novih zaposlovanj. Ko bo šel nekdo v pokoj, zanj ne bo mogoče zaposliti novega delavca. To, se pravi, če bo šel recimo načelnik generalštaba v penzijo, pol bomo brez šefa, kaj? Ne ravno. Zaposlili ne bodo nikogar, bodo pa nekoga prerazporedili na to delovno mesto. Se pravi, en podšef bo prišel potem za šefa, ampak potem bodo pa vunja noti brez šefa. Ne, tudi na tisto delovno mesto bodo zaposlili nekoga od spodaj in tako naprej. Že razumem.
Zdaj, če bo to dosti dolgo trajalo, ne, potem bomo imeli v javni upravi zaposlene samo šefe. No, pustiva zdaj to. V naslednji točki se bo ob spremljavi orkestra Slovenske vojske še enkrat predstavil pevski zbor s skladbo The Exodus Song. Je rekel, če te ne bom jaz rekel, te bo pa i vojska, čo. Ma, jaz mislim, da bom lahko zdaj. Mislim, ne. Nič, fantje, glavo po konci. Kar bo, sedaj smo tukaj. Stari pregovor pravi, kar te ne ubije, te ojača. Mi pa smo tukaj zato, da se bomo ojačali. Torej. Ja no, se bomo pa ojačali. Moj brat. Na djevec, no? Ma, na to desno, ne na ono tam. Tle dole. Ajde. Ok. Enota se si pohodnim korakom naprej. Leva, 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 se s desnim hrigom. Leva, 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 leva. Enota, stoj. Ma daj, ne se hej za daj. Eno nazaj malo. Eno, kaj če še vidi to, bo jezen pone. Tako, počakajte tle, pogledaj, če se že vsi napistroje, prav? Ma kaj se zmieš v bohčo? Mati Bože skaral, da mi prvi dan tle v službi in že orkester to. Dajmo muzika, jaznejte. Obrnemo se tle, da se pa, ne, pogledajte tle.